Danes je z mano meni zelo ljuba oseba, Andreja Calnik. Julia, A te lahko prosim, da se predstaviš, kot želiš biti predstavljena? to je meni se zdi, da najtežje vprašanje za vsakega gosta, ampak absolutno. Se hitro mine na začetku. Gremo. Moje ime je Andreja Calnik, sem mednarodno certificirana executive coachinja preko ICF-a, to je inštitut, ki ima dolgoletno tradicijo, se pravi International Coach Federation. To licenco sem naredila v New Yorku, s coachingom se ukvarjam že nekje 10 let in že zelo zgodaj na moji karierni poti sem imela to srečo, da sem se pridružila ožji ekipi Tonija Robbinsa. Tony Robbins je nekdo, ki ga tudi ti sama zelo dobro poznaš. Večina Slovencev najbrž že tudi. In se mi zdi, da to je zame bila res ena krasna izkušnja rasti. In za tiste, ki Tonija ne poznajo, on je biznis strateg, biznis coach mednarodnega kova. In sem imela to srečo, da sem v bistvu tudi v njegovi družbi in z njegovim znanjem uspela v bistvu priti do te točke, kjer sem danes. To je pa na kratko toliko meni. Ker ni običajno, da bi jaz karkoli dodajala, tudi tokrat ne bom, čeprav bi lahko. Tony Robbins je nekdo, ki morda prepriča na začetku, ko Andreja še ne poznaš. Ko pa Andrejo spoznaš, pa ni treba več sploh nobenega Tonija Robbinsa omenjati, ker v bistvu sama zase je oseba, ki si jo preprosto želiš imeti ob sebi. Ampak zdaj pa k temi, a ne? Coaching, ICF. Tako pogosto zadnje čase slišimo besedo coach. A lahko morda samo za uvod poveva, kaj pravzaprav to pomeni, pa zakaj je to nekaj, o čemer bi sploh kdorkoli želel poslušati? Jaz mislim, da coachi današnji dan več nas je, a ne? So certificirani, so necertificirani. Vsekakor se mi zdi, da coach je oseba, ki ga je dobro imeti v svojem kotu, se pravi kot neko odskočno desko, kot neko ogledalo, kot nekoga, ki ti je nekako nek glas tvojega razuma. Se pravi, coach ni nekdo, ki ti govori, kaj moraš početi, ni nekdo, ki ti pametuje. Coach je nekdo, ki ti zastavlja strateška vprašanja. Nekdo, ki iz tebe izvleče neko bit, se pravi nekaj, kar ti nosiš v sebi, nekaj, kar ti že veš. In je v bistvu, coaching je proces zastavljanja vprašanj, je problem solving. In v bistvu zato se mi zdi, da je pametno, vsi vrhunski športniki, vsi vrhunski podjetniki imajo ob sebi coache. Ne zato, ker bi bili šibki, ne zato, ker bi jim karkoli manjkalo, ampak zato, ker ti ljudje se zavedajo, da imajo slepe pege. In te slepe pege izstanejo tako energije, časa, odnosov, na koncu dneva tudi rezultatov. In če lahko ti eno stvar, eno problematiko, okoli katere se mogoče ciklaš dneve, tedne, včasih mesece in leta, če lahko ti pogledaš to z drugega zornega kota in rešiš to zadevo v roku minute, dveh, ali pa v enem coaching pogovoru, se mi to zdi, da je že to odgovor zase. V čem pa je izhodiščno razlika med coachem, mentorjem, psihiatrom, psihoanalitikom, a sem še kakšen izraz pozabila, terapevtom? V bistvu razlika je velika. Coach zastavlja vprašanja. Coach ti je ogledalo. Coach nekako živi v sedanjosti in gleda v prihodnost, se pravi, tukaj se gre za zastavljanje nekih ciljev, za neko prihodnjo vizijo, za neko prihodnjo identiteto, ki jo ti želiš ustvariti. Medtem ko terapeut je nekdo, ki bo s tabo pogledal preteklost, neke pretekle rane, pretekle travme in ti pomaga to preteklost zaceliti. Se pravi, coach ni terapeut in včasih nekateri coachi so terapeuti, kar se pa tiče psihoterapije ali pa prijateljskega klepeta ob kavi, takrat je pa v bistvu ponavadi neka tolažba, neko poslušanje. Seveda psihoterapija je veda zase, govorimo o tem kavici s prijateljico,
Vsekakor so tukaj velike razlike. Razlike so tudi v samih nivojih oziroma v samih certifikatih in specifikacijah coachov. Imaš life coaching, imaš health coaching, nutrition coaching, executive coaching, se pravi več ved in različne oblike izobrazb. Tukaj se mi zdi, da je zelo pomembno, ko se izbira coacha, da se pogleda tako izobrazba, zato ker coaching je profesija. To je poklic, to ni nek vikend kurs, ki ga narediš, pa se vkličeš kot life coach ali pa napišeš knjigo, pa si potem coach. Nič ni narobe s tem. Jaz pravim, da napišeš knjigo, izdaš tečaj, delaš motivacijske delavnice, daješ svojo zgodbo svetom in jih s tem navdušiš, jih motiviraš. To je vedno nekaj dobrodošlega za ljudi, zato ker inspiriraš s tem. Ampak se mi zdi, da je pomembno narediti tudi razliko med jaz sem poklican coach, se pravi certificiran z izkušnjami, ali pa jaz sem motivacijski govorec. Nekdo, ki želi inspirirati ljudi. Ker ponavadi to prinese za sabo tudi ljudi, ki si želijo potem procesa coachinga in je pomembna sam transparentnost. V čem je razlika? Pa vzemiva ponovno Tonija Robinsona. Za vse, ki ga slučajno ne poznate, se opravičujeva, ampak morda bo po tem pogovoru prišlo do tega, da boste kakšno stvar ali pa kakšno njegovo knjigo dejansko prebrali ali pa prebrali. V čem je razlika med motivacijskim govorcem in med coachom in a si lahko oboje? Absolutno. Absolutno. Se mi zdi, da to je ponavadi tisti next step, višja stopnička nekoga, ki želi motivirati. Se pravi, da vidi, da je za sabo že potegnil neko množico ljudi, da mu ljudje že sledijo, da so začutili njeno oziroma njegovo energijo, da si želijo še več. In za take posameznike je idealno, da recimo gredo v ta postopek certifikata, v ta postopek izobraževanja. Ker zato, da ti postaneš certificiran, licenciran coach, to ponavadi vzame najmanj 500 ur, pa 2500, 5000, odvisno od tega, kam želiš. In to so v bistvu nadzorovani 5000 pogovorov. Tako, pogovorov, nadzorovanih, se pravi za neko supervizijo, z nekim mentorstvom, snemanji, tako da na koncu nekdo to pregleda in ti reče, to je bilo izvedeno po pravilih in kodeksu etike, tukaj tole ni bilo. Se pravi, konstanten nivo, proces tega učenja, ker ti nekdo daje nek feedback in neko povratno informacijo, kako ti gre, kot nekdo, ki vodi to osebo čez proces. Kakšna so pa znanja, ki so recimo odzadaj? Torej, da v teh minimalno 500 ur zajema kaj, denimo? Kakšno vrsta znanja, kakšno vrsta informacij? V bistvu tukaj je veliko mehkih veščin, se pravi način komunikacije, način zaznavanja osebnosti človeka, s katerim se pogovarjaš. Najbolj pomembna zadeva pri coachingu je, da se coachi in coach začutita. Se pravi, če je tle neko zaupanje, neko spoštovanje, neka energija, to, da se lahko coachi počuti varnega ob tebi kot coach. Da ti lahko pove neke najtemnejše, najbolj ranljive dele sebe in da je prepričana, da to ostane samo v tistem pogovoru. Se pravi, to so neke osnove, ta kodeks etike, ta v bistvu nivo nekih vrednot, zaupanja, neke čustvene varnosti. Potem pa dalje, v bistvu v coaching situacijah, še posebej recimo z ljudmi, ki so visoki performerji, visoki dosežkarji, hiter tempo življenja, se vam dogajajo velike stvari. In čisto odvisno je, s kako energijo, s kako voljo pride ta oseba potem na klic. Včasih je vse super, in potem pač klic tako tudi poteka. Včasih je pa naloga coacha, da potegne stranko iz nekega mehurčka. Je ta mehurček negativen, mehurček strahu, mehurček frustracije, mehurček nekih dvomov. Vsi se ciklamo v neke zgodbe. In coach je tisti, ki ti pomaga v tistem momentu, da se lahko v bistvu izviješ, potegneš ven iz tega stanja in potem nekaj produktivnega narediš iz tiste situacije. In tukaj je en zelo širok nabor nekih skill setov, ki se jih coach nauči,
tekom svoje izobrazbe in tekom tega praktičnega usposabljanja. Še posebej se mi zdi, da je pomembno znati ravnati takrat, ko so čustva zelo globoka ali visoka. Ker takrat je stranka oziroma coach ranljiv, vodljiv, če tako rečeš. In coach ni tam zato, da govori stranki, kaj bo stranka počela, kaj mora narediti. Tukaj so tanke meje, če želiš ti nekomu pomagati, da ne insertiraš sebe v ta proces. Ker v bistvu jaz kot coachinja, jaz ne obstajam v tistem pogovoru. Tukaj obstajaš samo ti kot stranka. In včasih je to težko narediti brez neke prakse. To so mogoče ene take majhne, ampak zelo pomembne stvari, ki se jih naučiš kot coach tekom treninga.